Če trezne glave ne zgubiš, ko se nate znaša svet in te brez glavo tre. Če še zaupaš, si takrat, ko vate vsi dvomijo, a sami vase ne. Če čakati znaš, ne da bi se utrudil, če nalagan si, a ne lažeš sam. Če mrzijo te, ne da vzrok bi nudili in vendar ne postaneš šarlatan. Če sanjaš, vendar ne sanjariš, če misel je res misel, ne namen. Če lahko nad uspehom gospodariš in v porazu nisi osramočen. Če moreš to, kar menil si pošteno, poslušati izvito v podlo laž in to, v kar si življenje dal, zdrobljeno motriš, pa znova vse zgraditi znaš. Če vse, kar si pridobil, znaš zložiti in vse to staviti na en sam as in izgubiti, vendar ne tožiti, temveč spet upati v bodoči čas. Če živce in srce podvržeš sebi, da služijo ti prav, do zadnjih mej, da vztrajaš še, ko že ni nič več v tebi, nič razen volje, ki veli naprej. Če lahko v blatu poštenjak ostaneš, če ne dovoliš, da kdo bi žalil te, če s kralji hodiš, pa se ne prevzameš, če nate dajo vsi, preveč nihče, če lahko zadostiš minuti večni, s čim vrednim tistih 6/10, je tvoj ves svet v polnoti neobsežni in kar je več, postaneš mož, moj sin. Čas kot celota univerzuma, to je ptica, ki kroži in nenehno veča svoj krog. Čas kot interval, to je en zamah s krili, ki nenehno postaja vse manjši. Tako kot je zamah s perutmi nujen za let ptice, je tudi interval konstitutiven za celoto. Montažni rez za idejo filmskega časa, pospešena variabilna sedanjost pa za velikanskost preteklosti in prihodnosti. In mar ni prav ptica utelešenje koncepta par excellence? Mar niso njena preletavanja, spletanja gnezd in označevanja terena vztrajni poskusi odkritja pravega teritorija? Filozofija išče teritorij za koncept, umetnost kreira oder za senzacijo. Deleuzeova ptica Scenopoetes dentirostris je v avstralskih deževnih pragozdovih tudi našla svoj teritorij. Vsako jutro z drevesa trga liste in jih spušča na tla. Tam jih nato obrne tako, da je njihova spodnja bolj bleda stran v kontrastu z barvo zemlje. Nad tako zgrajenim odrom poišče ovijalko ali vejo, s katere potem zapoje kompleksno pesem, v kateri se njene note izmenjujejo z intervali oponašanja drugih ptic. Ob vsem tem še razpre rumeno pahljačo kril pod kljunom. Neki prodajalec ptic mi je rekel, da v nekem mestu na Kaspijskem bregu živita dva umetnika velikega slovesa, oče in sin. Oče je slikar, mi je rekel trgovec, in prepoznal ga boš po najbolj modri od vseh modrih barv, kar si jih kdaj videla. Sin je pesnik in njegove pesmi boš spoznala potem, ker se ti bo zazdelo, da si jih že slišala, vendar ne od človeka, temveč od kakšne rastline ali živali. Dala sem si potne prstane na roke in odšla na Kaspijski breg. V mestu, ki mi je bilo omenjeno, sem povprašala in našla umetnika, o katerih je tekla beseda. Takoj sem jo prepoznala po navodilih prodajalca ptic. Oče je slikal božanske slike, sin pisal čudovite pesmi v nekem lepem in meni popolnoma neznanem jeziku. Bila sta mi všeč, vendar sem bila tudi jaz njima všeč in sta me vprašala, katerega od naju boš izbrala. Izbrala sem sina, sem jim rekla, ker zanj ni potreben prevajalec.
us dance among the stars. Let us carve our names on Mars. Seeing that we hold the key. We are electricity. We are more than meets the eye. So much more than meets the eye. The head is closest to the sky. The mind, the cheapest way to fly. Oh, dreams, thoughts, ideas, can't you see? We are electricity. We are more than meets the eye. So much more than meets the eye. We are more than meets the eye. So much more than meets the eye. We are more than meets the eye. So much more than meets the eye. We are more than meets the eye. So much more than meets the eye. We're more than meets the eye. We're more than meets the eye. Na svoje šolske zvezke, na pisalnik, na drevje, na pesek, na sneg, pišem tvoje ime. Na vse prebrane strani, na vse nepopisane liste, kamen, pepel, papir ali kri, pišem tvoje ime. Na džunglo, na puščavo, na gnezda, na košeničico, na odmev otroštva, pišem tvoje ime. Na polja, na horizont, na ptičja krila, na mlin senc, pišem tvoje ime. Na mah oblakov, na znoje neviht, na dež, gost in pust, pišem tvoje ime. Na sijoče oblike in zvonove barv, na otipljivo resnico, pišem tvoje ime. Na živahne poti in razprostranjene ceste, na trge, ki prekipevajo, pišem tvoje ime. Na svojega ješčega nežnega psa, na njegova čuječa ušesa, na njegovo nerodno taco, pišem tvoje ime. Na odskočnico svojih vrat, na domače stvari, na plimo blagoslovljenega ognja, pišem tvoje ime. Na šipo presenečenj, na pozorni ustnici tik nad molčanjem, pišem tvoje ime. Na svoja zapuščena zavetišča, na svoje podrte svetilnike, na stene svojega dolgčasa, pišem tvoje ime. Na otopelost brez želja, na stopnice smrti,
Na golo samoto pišem tvoje ime. Na povrnjeno zdravje, na minulo nevarnost, na upanje brez spominov. Pišem tvoje ime. Z močjo ene besede začenjam novo življenje. Rojen sem, da te spoznam in imenujem Svoboda. V otroških letih, že zdavnaj, sem na travniku videl, kako sta se zaletela dva metulja. Malo pisanega prahu je prišlo z enega krila na drugega in že sta odprhutala naprej. Jaz pa sem pozabil na ta dogodek. Sinoči na poti mi je nekdo zamenjal, kaj vem s kom, in zamahnil po meni sabljo. Preden sem odšel naprej, je iz mojega lica namesto krvi prhnilo malo metuljega prahu. Bolj ko se poglabljam vase, bolj ko premišljam o samem sebi, bolj prebiram te besede, ki so zapisane v moji duši. Bodi pravičen in srečen boš. Teh pravil ne izpeljujem iz načel kake visoke filozofije, temveč jih najdevam v jedru svojega srca, kamor jih je z neizbrisljivimi znaki zapisala narava. Pravijo, da je narava pred našimi očmi razprostrla vso svojo veličino, da bi s tem ponudila besedilo za naše pogovore. Ponovno sem torej zaprl vse knjige. Le ena sama je odprta pred vsemi očmi in to je knjiga narave. V tej veliki in sublimni knjigi sem se naučil služiti njenemu avtorju in ga občudovati. Lahko se vprašamo, ali ta iz podob in hieroglifov sestavljeni jezik, ki se ga v vseh svojih razodetjih namenjenih človeškosti poslužuje najvišja modrost, ki jo najdemo v vsaki govorici, ki je blizu poeziji in ki v našem sedanjem stanju bolj spominja na metaforični izraz sanj, kot pa na prozo prebojenja, ni resnični jezik višjega področja. Če med tem, ko smo prepričani v našo budnost, nismo pogreznjeni v tisočletni spanec ali vsaj v odmev njegovih sanj, v katerih od jezika Boga zaznavamo zgolj nekaj posameznih in temačnih besed, tako kot tisti, ki spi, zaznava govorjenje okoli njega. Svet je rokopis nekega drugega, nikoli povsem preberljivega sveta. Dešifrira ga lahko edino eksistenca. Diskurzus izvirno pomeni tekanje sem in tja, odhajanje in prihajanje, korake spletke. Zaljubljenec v svoji glavi ves čas teka, se loteva novih korakov in kuje spletke proti sebi. Njegov diskurs obstaja le v izbruhih govorice, ki so odvisni od drobnih, naključnih okoliščin. Tem razbitinam diskurza lahko rečemo figure. Besede ne smemo razumeti v retoričnem pomenu, pač pa v gimnastičnem ali koreografskem, skratka v grškem pomenu. Starogrška shema ni evropocentrična shema, je nekaj živahnejšega. Gib telesa, ki ga ujamemo v delovanju, ne pa opazujemo pri počitku. Telo atletov, govornikov, kipov, kar je mogoče pri napetem telesu zaustaviti. Tako je zaljubljencem, ki je žrtev svojih figur. Premetava se v športu, ki je malce nor, kakor atlet se izčrpava. Kakor govornik sestavlja stavke, ujetje, skrepenel v vlogi, kakor kip. Zaljubljenec je figura na delu.
Ker je sedanjost izredno stara, saj je bilo vse, kar je obstajalo, sedanjost. Gojim do stvari, ker pripadajo sedanjosti, nežnosti starinarja in bes zbiralca, ki se mu zdi, da ga je prehitil vsakdo, ki mu vzame moje zmote v stvareh z verjetnimi in celo resničnimi, dobro utemeljenimi znanstvenimi razlagami. Izmed občutij, ki najbolj pronicljivo bolijo, dokler ne postanejo že prijetna, je nespokoj, ki ga povzroči skrivnost. Eno od najbolj celostnih in obsežnih, in skrivnost se nikoli ne pokaže v takšni meri, kot pri opazovanju majcenih stvari. Težje je dobiti občutek skrivnosti, ko opazujemo bitko. Blaženi naj bodo trenutki, milimetri in sence majhnih stvari, še bolj skromni kot one same. Trenutki, milimetri, kakšen vtis osuplosti in drznosti mi daje njihov obstoj, ko so drug ob drugem in tako blizu skupaj na metrskem traku. Včasih trpim in uživam pri teh stvareh. Dajejo mi nek prvinski ponos. Sem izjemno občutljiva fotografska plošča. Vse podrobnosti se čezmerno vtisnejo vame in oblikujejo celoto. Zaposluje me samo z menoj. Zunanji svet je zame vedno očitno občutje. Nikoli ne pozabim, da čutim. Katero je dejanje torej lepo in kdo so tisti, ki so vsi? Če vsi bili bi tisti, ki z vzdignjeno glavo, brez strahu za mir in položaj slede resnici, ki jo zbudila je v njih prsih vest, potem bili bi res nekaj in nekdo. Njih prav bi bil naš skupni prav. Njih lepo, moje lepo. A kje so ti ljudje? Kje je ta naš skupni prav in skupno lepo? Veliko rek je presahnilo na svojih potih v morja. Veliko jih še bo, preden bo našel svet svoj skupni prav. Dotlej lahko storim le to, da iščem svojega. Mimo laži vsakdanjosti, mimo varljive varnosti, mimo slepote. Bedna misel. Lepo je, kar je lepo za vse. Ko je ta misel gola, brez perja in petelinje rože, se sliši, kar se da vsakdanje. Pazi nase, skrbi zase, zunaj mene pa naj gre, kot pač že gre. Kdor išče s celim srcem, s celo mrežo svojih žil, kdor se z odprtimi rokami vrže v svet, temu zanesljivo na hrbet pade bič. Kdor pa je za lepo nasploh, za prav nasploh, komur torej ni za nič, ta zanesljivo prejme svoj cekin. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Eva Urevc. Tekačica na smučeh Eva Urevc se je po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrnila v velikem slogu. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu leta 2021 je osvojila bronasto medaljo v ekipnem šprintu. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Anžela Nišek. Lani smo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu slavili tudi bronastega Anžeta Laniška.
Do medalje je skočil v istem kraju kot pred 17 leti njegov klubski predhodnik Rok Benkovič, zaradi katerega se je Anže sploh začel resneje ukvarjati s smučarskimi skoki. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Andreja Leški. Andreja Leški, ki že vrsto let brani barve judo kluba Bežigrad, je na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 63 kg izbojevala srebrno kolajno in s tem tudi največji uspeh v karieri doslej. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Luka Potočar. Mladi športni plezalec Luka Potočar je nase resneje opozoril leta 2018, ko je na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu osvojil srebrni medalji. Leto kasneje je nadaljeval z naslovom svetovnega mladinskega prvaka. V članski konkurenci pa se je leta 2020 s 4. mestom na tekmi svetovnega pokala približal zmagovalnim stopničkam. Veliko nadarjenost je potrdil na lanskem svetovnem prvenstvu v Moskvi, kjer je v težavnosti zablestel s srebrno kolajno. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Franc Kopatin. Franc Kopatin je že od rane mladosti vpet v nogomet. Sprva kot aktiven igralec, nato pa je to vlogo zaradi poškodbe zamenjal s funkcionarsko. Vse od osamosvojitve je skrbel za razvoj primorskega nogometa in tesno sodeloval z Nogometno zvezo Slovenije, v kateri je bil 2 mandata tudi podpredsednik. Kot predsednik Mednarodne komisije Nogometne zveze Slovenije je pripomogel k sodelovanju z zamejskimi klubi v Italiji ter bil posebej dejaven pri razvoju mladinskega nogometa. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Blaž Lešnik. Doktor kinezioloških znanosti Blaž Lešnik deluje na vseh ravneh športa, od šolskega prek rekreativnega do vrhunskega. Vselej se zaveda, da je treba za uspeh zadostiti številnim dejavnikom. To še posebej velja za alpsko smučanje, kjer pušča največji pečat. Kot predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije je prispeval, da je to z več kot 3400 aktivnimi strokovnimi kadri danes eno največjih in najuspešnejših športno-strokovnih združenj pri nas. Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Marjan Podržaj. Marjan Podržaj je legenda lokostrelskega športa v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu. Član državne reprezentance je že od leta 1977. Udeležil se je več kot 1100 tekmovanj, dosegel 780 turnirskih zmag, vključno z naslovom svetovnega prvaka, in pridobil mednarodne licence za lokostrelskega trenerja. Znanje je črpal pri največjih mojstrih in ga nesebično prenašal dalje. Je avtor številnih priročnikov, organizator več kot 100 tekmovanj, ustanovitelj lokostrelskega kluba Šenčur in soustanovitelj Slovenske lokostrelske šole. Bloudkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa prejme Zoran Kos. Zoran Kos ima kot dolgoletni športni delavec z nesebičnimi idejami velike zasluge pri razvoju športa v Murski Soboti. Njegov prispevek je najbolj viden v judu, ki ga je zaznamoval s tekmovalnimi dosežki, trenerskim delom in kot predsednik trenerske komisije Judo zveze Slovenije. Kot selektor ali pomočnik selektorja v igri z zvenečo žogo za slepe in slabovidne je zaslužen za uvrstitev slovenske ekipe na paraolimpijske igre v Atenah leta 2004 in v Pekingu leta 2008. Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Branko Žnidarič. Branko Žnidarič si več kot 40 let neutrudno prizadeva za razvoj športa v Ljutomeru in okolici.
Sodeloval je pri ustanavljanju različnih športnih organizacij in njihovem povezovanju. Velik poudarek je dajal razvoju športa otrok in mladine. Poleg rednega dela v lokalnem okolju je bil dejaven v najvišjih krovnih športnih organizacijah. 24 let je deloval v organih Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Bloudkovo plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu prejme Primož Suša. Jadralni padalec Primož Suša, ki leti že več kot 20 let, velja za ikoničnega lovca na svetovne rekorde. Je aktualni in 6-kratni državni prvak v preletih. Lani je izboljšal svetovni rekord v hitrostnem preletu trikotnika na 50 km. Pred 15 leti je Francoz Charles Cazot dosegel 36,07 km/h. Tokrat je bil s hitrostjo 38,8 km/h hitrejši Primož. Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek prejmejo Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogl in Urša Bogataj. Slovenska ženska ekipa v smučarskih skokih je lani na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojila srebrno kolajno. Avstrijke so naša dekleta ugnale za las, saj so bila za vsega 1,4 točke oddaljena od velike zmage. Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek prejme moška članska košarkarska reprezentanca. Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je lani prvič predstavila na olimpijskih igrah in dosegla izjemen rezultat. Slovenijo je popeljala med 4 najboljše države na svetu. Po odličnem skupinskem delu in vrhunskih zmagah proti Španiji in Nemčiji jo je v polfinalu za pičlo točko premagala Francija, v boju za bron pa je bila močnejša Avstralija. 4. mesto v Tokiu je doslej najboljši slovenski dosežek v kolektivnih športih na olimpijskih igrah. Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek prejme Ana Marija Lampič. Ana Marija Lampič sodi med najboljše šprinterke v svetovnem merilu. Na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu je osvojila bronasto medaljo v šprintu tekačic v klasični tehniki. Skupaj z Evo Vrevc pa je zasedla še 3. mesto v ekipnem šprintu. Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu prejme Peter Ozmec. Peter Ozmec je športu aktivno zapisan že več kot 60 let. Začel je kot član atletskega kluba Branik, kjer je treniral tek na srednje proge. V šport invalidov se je vključil leta 1963. Tekmoval je v streljanju, smučanju in drugih športih. Istega leta je prevzel prvo funkcijo v medobčinskem društvu telesnih invalidov Ravne na Koroškem. Poleg odgovornih položajev, ki jih je opravljal v Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paraolimpijskem komiteju, je skrbel za razvoj odbojke sede v moški in ženski konkurenci. Organiziral je različna domača in mednarodna tekmovanja ter za svoje delo prejel številna priznanja.